Lepo pozdravljeni. Tokratni Posavski tednik posvečamo poletju v Posavju. Poletje je že pregovorno tisti letni čas, ko imamo več časa za branje. Obiskali smo Valvazorjevo knjižnico Krško in preverili, po kakšni literaturi v tem času posegajo njeni obiskovalci. Poleti beremo bolj lahkotno branje, sprašujejo bolj po teh ljubezenskih, rečemo temu plažnih romanih mi, nezahtevnem branju, pa nekaj tudi po kriminalkah, biografijah. Nekateri si pa vzamejo čas potem za knjige, ki jih niso uspeli prebrati med letom in jih vzamejo na dopust, pa potem preberejo. Kolikor imam časa, ne? Če se le da, no, da je recimo v tem času dopusta malo več. Ko je pa delo doma, pa pridejo bolj na stranski tir. Zelo fajn je to, ker se več bere slovenskih avtorjev, sploh teh popularnih, kot so Mojca Širok, Bronja Žakelj je bil en tak fenomen. To me je ravno prav prijateljica prosila, no, ker ima zdaj malo več časa in gre na morje. Meni je to še vedno ena najljubših knjig, knjiga o bambusu. Pa sem izbrala še Otroci z vlaka, ena luštna knjiga. In pa sploh teh modernih klasikov, ki jih imajo nekateri za malo težje čtivo, pa ni nujno, da je tako, ne, ker tudi če je tehtnejše čtivo, to ne pomeni, da je težko berljivo, ne, ni samo trivialno, no, to ni, ne. Bukla je eno zelo veliko vodilo, no, to že zelo dobro poznajo. Meni je žal, da manj poznajo slovenski portal slovenskih knjižničarjev dobreknjige.si. Nekateri se obračajo po gradivu, ki je bilo pravkar vrnejo, pa temu zaupajo. Za vse tiste, ki pa želijo nekaj lahkotnega, pa vendarle, da bo zgodba tekla in tako naprej, smo jim tako nekako tudi razstavili po policah, tako da imamo takoj zavzet, lahko tudi sami pobrskajo. Še vedno je v teku projekt Posavci beremo skupaj, nekateri tudi z tega področja posegajo. Meni osebno je najlepše takrat, kadar bralec stopi med police, pa ga knjiga sama pokliče. Poleti nekako več časa, pa se lažje bere. Med šolo je pa toliko veliko dela, da v bistvu ne utegneš skoraj. Ja, poletno branje je morda malenkost drugačno kot branje čez leto, kajti čez leto imajo otroci zelo veliko šolskih obveznosti in se prav ta namen poslužujejo predvsem obveznega branja. Zdaj poleti pa posegajo po lahkotnejšem branju. Za njih smo pripravili tudi manjšo razstavico tematskih knjig poletnega branja, slikanic in tudi potem za večje otroke, za mladino. Predvsem pa zdaj poleti ponujamo knjige iz naših polic, ki imamo en projekt pripravljen, Kdor bere je car. Tam so pa take lahkotnejše, zabavne knjige, ampak tudi s poročilom in zelo kvalitetne knjige. Vsak teden čez poletje pripravljamo knjižničarke pravljice pod drevesi. In projekt se je zelo dobro prijel, veliko bralcev prihaja, poslušalcev, tako da nadaljujemo s tem tudi sedaj poleti. Vsak teden pripoveduje druga knjižničarka in pripravimo pravljico, dve in otroci jim z veseljem prisluhnejo. Potem pa gremo še v knjižnico, kaj poustvarimo ali se poigramo, skratka luštno je. Letošnje poletje je postreglo z visokimi temperaturami, zato so v teh dneh pogoste misli, kako se ohladiti. Številni iščejo osvežitev ob vodi, v rekah, jezerih in bazenih. Kam se lahko odpravite na kopanje? Med predlogi, ki smo jih pripravili, so kopališče ob Krki in Klunove Toplice. Krka je zelo lepa reka, sem jo odkril in nikoli ni bila tako topla kot letos. Včasih je bila čisto mrzla v primerjavi s Kolpo, ne. Vidim, da so čista voda, ker je polno školjk in zelo lep kraj, z ozadjem Gorjance. There are beautiful places to stay with all the facilities you need and the people are very relaxed and friendly. Ja, najboljše je meni skakati vodo, da se malo osvežim, kaj je zdaj vroče. Pa tam dole še Tarzan, ali kaj že, tisti je najboljši meni. Rad se potapljam, pa kaj skačem, tisti Tarzan pa si ne upam še, ker sem premajhen. V Klunovih Toplicah imamo naravno kopališče, voda je konstantna celo leto, 26-27 stopinj, tako da se ljudje lahko kopajo celo leto, večina se jih pa kopa bolj poleti v
toplem vremenu. Največ je družin z otroki in dedkov, babic z vnuki. Ja, meni je prijetna, več kot prijetna, ne? Ker 26 stopinj, tu če ste na morju, recimo kjerkoli je to recimo ena prava temperatura. Ne? Ko pač ni bilo teh kopalnic, smo hodili fantje, mlade recimo se očistiti za konc tedna. Ne? To je zelo blizu mojega domačega kraja, je v občini Brežice. Brežičani poznamo Kljunove Toplice, poznamo zgodovino, ki je več kot 200-letna. 30 let zahajam sem, super se počutimo in se tudi mlajše družbe najdejo tu. V 30 letih se je marsikaj spremenilo, marsikaj vložilo, je pa zelo lepo naravno okolje. Veliko ljudi se premakne tudi na Krko, sploh zdaj, ko je temperatura podobna, ker se je Krka tudi zelo segrela. Gre se pa najbrž bolj za občutek varnosti, ker je tukaj omejen prostor. Tamle piše na lastno odgovornost. Seveda, voda je tu globoka 2 metra in več, ne? In so morali napisati. Ne? Jaz pa sem dober plavalec, pa me to ne moti. Ful je osvežina ta voda zaradi tega sonca, tako da jaz mislim, da sem kar vrgel noter. Tudi v naslednjem prispevku ostajamo na Krki, le spustili se bomo malo nižje. V brežiški občini dajejo velik poudarek vodnim aktivnostim. Na Velikih Malencah smo med drugim ulovili družino iz Nizozemske, ki se je ravno odpravljala na izlet s kanujem. The weather is very good. Every day it's sunny, and the people are very kind. Yes, they are very helpful, and we feel welcome in this country. Ja, zdaj te dni je kar veliko tujcev. Kakšni Belgijci, Nizozemci, pač večinoma so to gosti iz Čatešk, pa tlele domačini. We are from Holland. We've already been here 9 years ago and 11 years ago. And then I went canoeing also from this point with our elder children. Ja, tu k meni prihajajo bolj skupine pa družine. Niso toliko kopalci, bolj tisti, ki grejo veslati, pa se mogoče potem po poti kopajo. Bolj pa gre za izposojo čovnov, kanujev, s katerimi se potem spuščajo po reki Krki, uživajo. Lahko se ustavijo, pa skopajo po želji. Tako da, v glavnem so to družine, pa neke skupine tako takih prijateljev ali pa tudi kakih firm. Zdaj, v lanskem letu je bilo veliko domačih ljudi, se je poznalo, da niso šli na morje, da so ostajali doma, pa so potem koristili več to. Letos je pa zdaj malo manj, no, tako da med tednom je manj, vikendi pa so polni. Ja, bolj kot ne je to vsakoletno druženje s sodelavci in prijatelji, ker naredimo že tradicionalni spust po reki Krki. Obenem pa tudi uramo malo spretnosti na vodi, s čovni, smo tudi v takšnem poklicu, kjer nam to prav pride. In pa seveda druženje v prvi vrsti bolj kot ne sproščeno. Peljemo zdaj krajša tura ali v Cerklje ali pa na Mraševo. Krajša tura je približno kaj urce pa pol, daljša tura pa ne 3 urce veslanja. Sabo vzamemo samo tisto, kar rabijo za napot, kaj za pit obvezno. V vročih poletnih dneh, ko sami iščemo različne načine osvežitve, je prav, da pomislimo tudi na hišne ljubljenčke, saj je vročina tudi zanje neprijetna. Kako za svoje štirinožce poskrbijo Posavci? Poglejmo v prispevku. Ja, v glavnem sprehodi so zjutraj, dokler je hlad, ne? Jaz pač tle hodim dol v Vrbino, no, tako da ga skopam. Torej, frišna voda, pa doma tudi vedno, da ima dost vode na razpolago. Zdaj, ko tudi vroče, ga kar v hišo dam, pač je hišen. Probamo sprehode, aktivnosti omejiti bolj na hladnejša obdobja dneva, se pravi ali zjutraj ali zvečer. Mogoče lokacije iskati ob rekah, potokih, se pravi neke bolj hladne seveda opcije. Imamo različne ture, ampak v glavnem, da gremo skupaj s prijateljem, se peljemo s kolesom pa psi 1-2 kilometra in potem se pa vračamo, ko že bolj toplo prihaja,
se pa vračamo po vrbini, kje so drevesa, gozd, da je hlad pa ob potoku. Tako da vsi skačejo v vodo, da se ohladijo, prav prijetno je in lepo. In psi vidim, da uživajo. Mi naredimo 3000 km letno, mi dva. To je za upokojence prava reč. Cel čas gre po hladovini, zato sem rekel rano zjutraj, to je zdaj rano meni, jaz sem upokojenc, in potem je boljša temperatura zvečer, drugače pa ne gre. Pa ko greste na dopust, vzamete ljubljenčka? Nimate ljubljenčka in dopust, imate samo ljubljenčka. Če pa že vzamemo žival s seboj na dopust oziroma na vožnjo, potem da ji poskušamo zagotoviti seveda čim boljše pogoje tudi med vožnjo, kot sem že rekel. Jasno, klima, prezračevanje, več postankov, tudi med podstanki, da se zagotovi jasno voda, pa mogoče tudi te kakšne preparate proti slabosti, se pravi, da probamo na vse načine nekako jim izboljšati počutje. Jaz jo kar s sabo vzamem, mi smo že bili z družino na dopustu, pa v bistvu vzela sem hladilno blazino, da je bilo skozi hladno, na sprehode zjutraj pa zvečer sam, čez dan bolj noter. Tako da mislim, da je bilo čisto okej, da je ni bilo prevroče. Mislim, se avti imajo klimo, tako da ni problem, pa on lepo zaspi. Sicer pa tudi na neke daljše ture še z njim nisem šla, tako da če pa pač ustaviš, pa daš vodo mu za pitno, tako da. V glavnem je v varstvu. Ne vlečemo ga sabo, ker vedno je nekdo prisoten in tako da ni problema glede tega. Pri živalih, ki imajo že a priori neke težave, recimo z srcem, krvožiljem, dihali in podobnim, tam moramo biti še posebej pozorni, ker seveda v teh ekstremnih pogojih se pri njih lahko zadeva hitro zapelje v neko stanje življenje ogrožujoče. Če ga vedno spremljaš psa, takoj vidiš, kakšno razpoloženje je, ali je dobre volje, slabe volje, ali bolan, takoj se to vse vidi. Sem treba ga pa opazovati normalno. V bistvu imamo veliko aktivnih psov, ki potrebujejo več kot samo sprehod ali metanje žogic, tako da to potem rešujemo z raznimi aktivnosti. Ali gremo teč par kilometrov, ali gremo na rolerje. Imamo veliko vlečnih psov, ki so vajeni rolerjev, skirojev. Imamo tudi take zelo aktivne pse, ki rabijo 10 do 20 km na dan teka, tako da te pa potem pridejo na kolesarjenje. Gre v bistvu za popolnoma isto zadevo kot, bom rekla, vzgojitelji v vrtcu. Se pravi, skupino vodiš, komandiraš, usmerjaš, s tem, da se pač nikoli ne pridejo starši po te pasje otroke zvečer. Tako da v bistvu gre za približno isto zadevo in tudi kar se tiče odgovornosti in zahtevnosti oskrbe, definitivno. Večinoma gre v bistvu za naše tečajnike, za pse, ki jih že obiskujejo ali pasji vrtec ali socializacijo, igralne urice oziroma pasje tečaje in potrebujejo nekaj več oziroma se z nami že tako ali tako poznajo, pa je potem integracija v neko tako skupino zelo enostavna. Delamo pa na tem, da smo ena velika pasja družina, da smo iskreni, da gradimo prijateljske odnose, seveda, da se slišimo za vsak problem in za vsako pozitivno stvar, tako da lahko tudi lastniki skrbijo celotnemu dogajanju v varstvu oziroma da vejo, kaj približno se pri nas tudi dogaja. Na voljo imamo nekaj manjših pasjih bazenčkov, kjer se psi lahko ohladijo, potem tudi kakšna vodna atrakcija, kakšno špricanje, pride zelo v poštev kakšni pršilci, prav tako je seveda v vsakem prostoru ves čas na voljo kak lavor vode, ponekod tudi po 3, drugače pa večinoma senca, hladilne blazine, v prostorih, klimatizirano v bistvu na ta način. Probamo se znajti, koliko se le da. Občina Brežice je v Posavju najbolj turistično obiskana občina. Prednosti se kažejo v povezovanju deležnikov na področju turizma, je v pogovoru za našo televizijo dejala vršilka dolžnosti direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katja Čanžar. Izpostavila je tudi tesno povezovanje lokalnih turističnih organizacij na regijski ravni. Več pa v naslednjih minutah.
Katja Živjo, si vršilka dolžnosti direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Zanima me, kako si ti razlagaš ta znan turistični slogan Turizem smo ljudje? Ja, lepo pozdravljena. Turizem smo vsekakor ljudje. V bistvu po eni strani smo zelo pomembni zaposleni v panogi turizma, tako seveda turistično gospodarstvo, kot tudi vsi delavci, ki recimo delamo v javnem sektorju na področju turizma. Seveda so pa pomembni tudi turisti, se pravi tisti, ki pridejo k nam, ali pa mi kot turisti, ne. Se pravi, slogan je zelo star, ampak še vedno nam veliko pomeni, da je v tej panogi zelo pomembna izkušnja in ta mora biti nad vse dobra, kar pa seveda lahko dosežemo z nekimi dobrimi odnosi. Konkretno sem se takoj spomnila na naša turistična društva, ki so verjetno v posavskem prostoru ena izmed najaktivnejših. In turizem smo ljudje, ja, da lahko tudi kot prostovoljec z nekim delom v tej panogi zelo veliko narediš, tako za domačine, za razvoj kraja, kakor ustvariš tudi nek dober vtis vsem tistim, ki pridejo v tvoj kraj. Najbolj turistično obiskana občina v regiji Posavje je zagotovo Brežice. Kaj zdraviliški kompleks, kot so Terme Čatež, prinašajo kraju? Ja, tako, no, občina Brežice je bila leta 2019, torej ko je bil nekako vrh turistične obiskanosti Slovenije doslej na 6. mestu občin v Sloveniji. Se pravi, več kot 680 tisoč nočitev, verjetno za sam kraj Brežice zelo veliko pomeni. Seveda gre skoraj 90% te številke pripisati turističnemu kompleksu Terme Čatež, ki je seveda mednarodno cenjen in prepoznan kompleks. Po drugi strani pa ima velik vpliv tudi na sam kraj, na razvoj samega kraja. Torej, po eni strani zagotovo moramo tako javni zavod kot lokalna skupnost na sam kompleks gledati kot priložnost. Konkretno se mi poslužujemo tega, da skušamo turiste, ki so, se pravi, po pandemiji čedalje bolj zvedavi, želijo odkrivati številne druge zadeve, ki so v destinaciji, torej privabiti tudi iz samega kompleksa in na tak način tudi recimo nekomu drugemu prispevati k nekem zaslužku, se pravi, da lahko tudi drugi subjekti predstavijo svoje produkte, storitve, ponudbo. Torej lahko govorimo, da obstaja neka skupna politika razvoja turizma v Posavju. Na kak način se mogoče to še kaže? Ja, definitivno smo se lokalni zavodi, mi jih imenujemo LTO-ji, lokalne turistične organizacije, se pravi, vsi občinski javni zavodi se vsako leto tesneje povezujemo. Povezuje nas že razpis Slovenske turistične organizacije, tako da vsako leto se strnemo glave in skupaj prijavimo v bistvu projekt, kjer smo doslej vsako leto pridobili tudi, se pravi, sredstva, ki so večinoma namenjena promociji določenega segmenta. Letos torej stavimo na outdoor, na kolesarstvo. V preteklosti smo vzpostavljali kulinarične zgodbe in podobno. Lansko leto smo v bistvu prvič naredili en tak zelo uspešen 3-dnevni doživljaj v okviru martinovanja. V bistvu smo imeli tudi tako res konkretno skupno aktivnost, smo jo tudi skupaj promovirali in v prihodnosti si v bistvu želimo čim več tovrstnih zadev. Seveda moram izpostaviti tukaj tudi najuspešnejšo zgodbo Gradovi Posavja in tudi Okusi Posavja, ki torej povezujejo pa kulinarični del. Bi lahko mogoče malo več povedala tudi o gradovih Posavja, ko si ravno omenila, zakaj pravzaprav gre oziroma na kak način približujete turistom te zgodbe?
Ja, posavski prostor je na tem področju kulturne dediščine zelo zanimiv. Seveda vsem nam, ki tu živimo, zelo zanimiv pa seveda tudi turistom, ki pridejo. No in če Terme Čatež lahko v bistvu pogledamo tudi kot en velik arzenal ljudi, ki so na enem mestu. Tudi zato smo skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje v bistvu prijavili projekt E-gradovi, grajsko sobano, ki se torej nahaja v Termah Čatež in kjer je v bistvu moč v digitalni obliki, v nekem krajšem prispevku, si ogledati vse naše gradove, torej Brestanica, oziroma Reichenburg, Kostanjevica, Brežice, Mokrice in pa tudi Sevnica in pa tudi grajski razvalini. In v bistvu nekako na tak način približati obiskovalcu gradove, kulturno dediščino in grajske zgodbe, da se morda odloči tudi za obisk posameznega gradu. Sam projekt v bistvu nekako nadaljujemo tudi s tem, da bi obiskovalce morda tudi s kolesi popeljali po neki taki grajski poti, ki se seveda ustavi tudi v kakšnem dobrem gostinskem objektu. Tako da v prihodnosti, glede na to, kako smo se v bistvu ljudje tudi kot turisti spremenili, tudi na račun pandemije, je verjetno to tudi ena izmed večjih priložnosti razvoja posavskega turizma. Če se dotaknemo malo obiska, zaznati je bilo, da je delež tujih obiskovalcev v lanskem letu nekoliko upadel in na ta račun, oziroma verjetno čisto tudi neodvisno, je bil v porastu delež domačih prebivalcev oziroma Slovencev. Mogoče, če bi o tem še kaj dodala? Ja, vsekakor je tukaj gre največ pripisati seveda pandemiji COVID-19. Se pravi, pred samo epidemijo smo v Brežicah, kjer je v bistvu neprimerno največ turistov v posavskem prostoru, imeli celo 65% tujih gostov, medtem ko lansko leto zgolj 23%. Se pravi, gre res za zelo velike spremembe. No, po drugi strani je bilo pa največ Slovencev, tudi zaradi raznoraznih omejitev, prepovedanega prehoda čez meje oziroma strogih omejitev smo se številni odločili, da v bistvu raziščemo našo državo. Tudi Slovenska turistična organizacija nas je z različnimi promocijskimi aktivnostmi k temu tudi spodbudila. No in torej po eni strani smo imeli doma vse več domačih gostov, ki pa smo opazili tudi v našem javnem zavodu na področju turizma, da so v bistvu še zahtevnejši od tujih gostov, kar pomeni, da jim ni bilo dovolj samo recimo kopanje, plavanje, savnanje, ampak da so hoteli tudi v bistvu raziskati, kaj pa je v Brežicah, kaj pa je v Krškem, kaj pa je na gradu Reichenburg, se pravi, so vse bolj se odzivajo in v bistvu radi udeležujejo tudi številnih drugih aktivnosti. No, tako tretjo sezono v ZPTM-ju v bistvu ponujamo več brezplačnih zadev. Zelo dobro obiskani so, vsak teden izvajamo, torej brezplačni vodeni ogledi starega mestnega jedra Brežic, pa obisk Viteške dvorane. Zelo dobro obiskani so tudi brezplačni pohodi na Sveti Vid, Špiček. Seveda pa skušamo promovirati tudi neko izpostavljeno ponudbo turističnega gospodarstva. Tako recimo letos posebej promoviramo tudi voden ogled pivovarne, pa voden ogled novo nastalega ranča, ogled živali in ranča alpak in podobno. Se pravi, čim več aktivnosti želimo v bistvu dati v ponudbo, ker na drugi strani pa potem sledimo dobrem povpraševanju. Torej, turizem zahteva od vas tudi dodatne vsebine, dodatne aktivnosti. Kaj pa recimo na področju infrastrukture? Prej smo nekaj omenili kolesarjenje. Se prilagajate tudi na ta način kot občina, da prilagajate infrastrukturo povečanemu obisku?
Ja, no, v bistvu v Brežicah zagotovo zdaj vsi komaj nestrpno čakamo še kakšne 2 meseca do otvoritve prenovljenega stolpa, ki je nekako v bistvu res naš zaščitni znak. Imamo ga tudi v samem grbu občine, vidi se z avtoceste. Občina Brežice je pomembna tudi v tem prometnem koridorju in verjetno tudi na račun stolpa bomo pridobili še kakšnega gosta v tranzitu, pa če mu lahko ponudimo še kakšno postajališče za avtodom več, toliko bolje. Sicer pa ja, trend v turizmu je nekako nazaj v naravo, vse bolj so v ospredju outdoor aktivnosti, vse več je pohodnikov, vse več je kolesarjev, zanimivejše je čolnarjenje, v naši občini jahanje, golf in na tak način se v bistvu tudi lokalna skupnost potem prilagaja s tem, da financira v bistvu obnovo marsikatere pohodniške poti in pa tisto, kar je najpomembnejše, pa kar je verjetno tudi v samih Brežicah v preteklosti manjkalo, se pravi financiranje v kolesarske poti. Omenila si avtodome, v bistvu je to neka dodatna ponudba, tudi vaša občinska dodatna ponudba. To je en čist nov način turizma pri nas. Kako vi sporočate dodatno ponudbo tudi tem ljudem, ki pridejo z avtodomi oziroma kaj oni pričakujejo? Ja, avtodomarji so zelo zaželeni turisti, verjetno na vseh destinacijah, tudi v Brežicah. Torej, mi imamo 3 postajališča za avtodoma oziroma tudi večjega v samem kampu. Mi kot lokalna skupnost v bistvu res zelo dobro opremljamo tudi vse, ki pridajo z potrebnimi informacijami. 2 leti nazaj smo vzpostavili infomate, se pravi, gre kot en velik računalnik, ki je opremljen z vsemi aktualnimi zadevami, tako informacijami splošnimi kot dogodki, ponudbo, se pravi, in opažamo v bistvu, da tudi avtodomarji potem zelo radi raziskujejo tudi naše te vinorodne okoliše, da jih večkrat vidimo na zelo ozkih poteh, tudi na kakšnem hribovju, česar smo zelo veseli. Na tem mestu bi definitivno rada spodbudila v bistvu turistično gospodarstvo, da vkolikor razmišljajo o vzpostavitvi postajališč za avtodome, da vsekakor naj se obrnejo na lokalno skupnost in da naj najdejo neko hitro skupno pot, da bi v bistvu vzpostavili še več tovrstnih zadev. Torej je v porastu povpraševanja. Tako. Na nacionalni ravni je bila pred kratkim sprejeta strategija turizma. Kaj pričakujete od te strategije? Ja, v bistvu sama je zelo usmerjena v zeleno, na nek način butično, v okoljevarstveno in v digitalno. In tudi mi v lokalnem ali pa regionalnem prostoru bomo slej ko prej verjetno tudi po posameznih občinah strategije sprejemali. Verjamem, da mi v Brežicah takoj, ko se zaključi ta vrhunec naše letošnje sezone, ki je res nad vsemi pričakovanji in imajo vsi deležniki zdaj zelo veliko dela, strnili glave in v bistvu pripravili papir, ki nam bo pokazal, kje želimo, da smo leta 2030 na področju turizma. Zagotovo pričakujem več ponudbe za otroke, torej to je tudi tisto, po čemer naši gostje v destinaciji največ povprašujejo. Torej od raznoraznih adrenalinskih do doživljajskih posebnih doživetij. Torej govorimo o nekih parkih, ki si jih v Brežicah tudi zelo želimo. Po eni strani bomo seveda kot javni zavod spremljali možnosti, da to v bistvu dobimo skozi neka sredstva, državna ali pa evropska. Po drugi strani pa zopet apel gospodarstvu, da morda premisli tudi o kakšno javno-zasebnem partnerstvu na tem področju.
Kot druga, seveda zeleno, vse bolj v ospredju bo razno merjenje količin odpadkov, porabo energentov. To bomo verjetno vsi skupaj zmanjševali tudi z raznimi razpisi v energetske sanacije in podobno. In pa usmeritev v trajnostno, v ospredju bodo še naprej vse oblike rekreacij in v bistvu doživeti z nekega drugega zornega kota. Tako kot je pa že zadnjih nekaj let, aktualno je pa seveda tudi digitalizacija. Na tem področju smo bili v Brežicah zdaj že kar aktivni in imamo v bistvu skoraj vse vsebine, od recimo kolesarskih do pohodniških poti že digitaliziranih in vse informacije tudi v bistvu na spletu. Verjetno nas pa čakajo še nove aplikacije in v bistvu načini, ki jih morda sploh še ne poznamo trenutno. Mogoče samo še to, prejle si omenila adrenalinski park, še kaj drugega konkretno, kaj si želite v Brežicah uresničiti v tej novi strategiji? Sodelavci na področju turizma v bistvu tudi preko dežurnega turističnega telefona, ki ga imamo vse dni v letu, v bistvu prejemamo povpraševanja po tem, kam lahko peljejo svoje otroke. Sploh zdaj, ko je zopet zaznan trend vrnitve tujih turistov, ki pridajo ne z enim otrokom, pač pa tudi s 3, 4, 5, kam jih lahko še vse peljejo. Se pravi, definitivno nek adrenalinski park, v kakršni obliki pač že bo, naj bo prilagojen lokalnemu okolju, naj bo neka posebnost lokalnega okolja. Po drugi strani vsi živalski parki, ki jih imamo oziroma smo imeli, da jih v bistvu tudi recimo nekak javni zavod poskrbi za večjo promocijo, morda tudi za kakšno skupno zgodbo. Se pravi, vse, kar je po meri otrok, bo zelo zaželeno. Seveda pa bo zelo zaželeno tudi vse, kar bo še naprej zeleno. Veliko stavimo tudi na še večji razvoj naših obeh vinorodnih okolišev, se pravi tako bizeljsko-sremiškega kot Gadove peči oziroma Gorjancev. Se pravi, da se bomo znali iti še naprej dobrih vinskih zgodb in v bistvu turistom znali pokazati, kaj vse smo v bistvu sami pridelali, kako zelo dobro kulinariko imamo tukaj in če smo začeli turizem smo ljudje, da v bistvu pokažemo tudi skozi take oči, da smo tukaj dobri ljudje. Katja, hvala in veliko uspehov tudi v prihodnje. Hvala tebi. Za konec poglejmo še na naš spletni portal eposavje.com oziroma najbolj brane novice v minulem tednu. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.